K slavnostnemu govoru vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. En lep dober dan vsem skupaj. Ste v redu? Ja. Spoštovani zagovornik načela enakosti, gospod Miha Lobnik, spoštovana predsednica Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državnem zboru, gospa Tereza Novak, spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Prostovoljstvo je srce naše skupnosti, ki neutrudno bije za dobrobit drugih brez pričakovanja povračila. Ko darujemo svoj čas in energijo za drugega, tkemo nevidne niti, ki povezujejo in krepijo našo družbo ter dokazujejo, da moč človečnosti in empatije lahko spremeni življenje sočloveku, s tem pa na bolje spreminja tudi svet. Vsaka prostovoljka in prostovoljec je neprecenljiv košček mozaika naše raznolike skupnosti, v kateri solidarnost, pravičnost, povezovanje in sodelovanje tvorijo temeljne vrednote. Danes ob podelitvi državnih priznanj za prostovoljstvo se z globokim spoštovanjem in predvsem s hvaležnostjo države in ljudi obračam k vam, spoštovane prostovoljke in prostovoljci. Posebne čestitke pa namenjam vsem prejemnikom nagrade in priznanj Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2023. Vaša srčnost, skrb za sočloveka ter medgeneracijsko povezovanje so neprecenljivi. Vaše raznovrstne aktivnosti na področju človekovih pravic, zdravja in socialne varnosti, civilne zaščite, vzgoje in izobraževanja, varstva okolja in ohranjanja narave, kulture in vseh drugih področij delovanja, plemenitijo družbeno življenje, ki je zaradi vas za marsikoga prijaznejše in tudi lepše. Prostovoljstvo namreč krepi tiste najdragocenejše socialne vezi med nami. Prostovoljke in prostovoljci skozi skupno delo širite medsebojno razumevanje, zaupanje in spoštovanje, s tem pa sooblikujete bolj povezano in bolj vključujočo družbo. Prostovoljstvo ima pomembno vlogo pri povezovanju in tudi pri razvoju skupnosti. Prostovoljke in prostovoljci s svojim delom znatno izboljšujete javne storitve ter pomagate zapolniti vrzeli in pomanjkljivosti v obstoječem javnem sistemu, vključujete pa se tudi v kulturne dejavnosti, šport, izobraževanje in druga področja življenja v skupnosti. Kako pomembno in zares nezamenljivo je prostovoljstvo v naši družbi, se je še posebej izkazalo ob lanskoletnih poplavah, ki so nas tako močno prizadele. V trenutkih krize ste prebivalke in prebivalci pokazali, kako globoko sta sočutje in prostovoljstvo zakoreninjena v naši biti. Tiste dni, pa tudi kasneje, je vsak, ki je lahko, prijel za lopato in delo ali kako drugače priskočil na pomoč tistim, ki so bili najbolj prizadeti. Še več, nekateri, ki so v poplavah veliko izgubili, so kljub temu pomagali sosedom, prijateljem ali popolnim neznancem, ki so se znašli v enakem položaju. Po svojih najboljših močeh smo pomagali praktično vsi. Med obiski na terenu sem med ljudmi začutila tisto pomirjujočo složnost, v kateri so naša srca bila ob enakem ritmu in za isto stvar, drug za drugega. To nas je spomnilo, da prostovoljstvo ne pozna meja in je v svojem bistvu preprosto, a hkrati izjemno močno in povezovalno. Prostovoljec je lahko vsak, ne glede na starost ali druge razlike med nami. Nikoli ni prezgodaj ali prepozno, da bi postali ali ostali prostovoljci. To nam sporočate tudi letošnje nagrajenke in nagrajenci. Biti prostovoljec pomeni biti človek človeku. Še posebej v teh razmerah po svetu, ko nas upravičeno skrbi, me vaše delo utrjuje v prepričanju, da je humanost
edina prava pot v prihodnost. V prostovoljstvu se skrivata moč in lepota človeške narave. To je dejanje, ki ne pričakuje ali zahteva priznanja, a prav zaradi tega si zasluži največjo pohvalo. Prostovoljci svoje nesebičnostjo in predanostjo izboljšujete življenja mnogih, pogosto potiho in brez velikega pompa. Zato je ta tradicionalna slovesnost v predsedniški palači prava priložnost, da na glas spregovorimo in opozorimo na vaše izjemno življenjsko delo in izjemna dejanja ter vam izkažemo hvaležnost. Moja želja je, da ob tem spodbudimo še koga, da stopi na vašo pot. Vsak, ki naredi nekaj za drugega, naredi nekaj dobrega. Vsakršno dejanje dobrote, neslišno ali glasno, ima močan vpliv, ki presega trenutek in presega tudi posameznika. Vsa dejanja nas opominjajo, da dobrodelnost duhovno bogati ne le tistega, ki prejema pomoč, temveč tudi tistega, ki jo nudi. Drage prostovoljke in prostovoljci, vaša predanost, nesebičnost in ljubezen do sočloveka in skupnosti so navdih za vse nas. Imate pomembno vlogo pri ustvarjanju družbenih sprememb in boju proti socialni nepravičnosti ali, kar se še bolje sliši, v boju za socialno pravičnost. Naj bo današnja slovesnost torej izraz naše globoke hvaležnosti in spoštovanja do vas in vsega dobrega, kar delate za našo skupnost. Hvala tudi vašim družinam, ki vam pri tem, sem prepričana, stojijo ob strani in vam tudi pomagajo. Naj sklenem za zahvalo Odboru Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, ki je tudi letos opravilo pomembno in zahtevno delo. Kaj naj rečem za konec? Včasih je Ivo Bajec rekel, športni komentator, brez vas ni športa, ko je govoril o trenerjih, tistih, ki so v ozadju športnikov. Jaz lahko rečem, brez prostovoljstva ni Slovenije. In lahko mi verjamete, da govorim iz srca. Srečno in hvala vam. Hvala, gospa predsednica.